Lihkar sem se pripeljal pred eno zanimivo poslovno stavbo in tole je neko distribucijsko podjetje, sicer zelo uspešno, ki pa ima premalo prostora. In kaj smo mi naredili? Dobili smo nalogo, da naj postavimo en tak čim bolj uporaben prizidek in to je tukaj za mano. To je Kubi pisarna, se pravi Kubi poslovni prostor, ki smo ga v tem primeru naslonili na že obstoječo poslovno stavbo in smo probali loviti čim bolj enak stil, hkrati pa zadevo narediti res tako ultramoderno. In po moje, da nam je ratalo. Povejte še vi. Zdaj pa kako priti sploh do ideje, da postavimo takle podaljšek poslovnega prostora. Tukaj konkretno bo še en dodaten prostor za pisarne in iz tega modula naprej gre potem se odpre, se pravi, trenutni prostor, kjer so pisarne že majčkeno utasnjene. Vzeli smo si kar nekaj časa, da smo premerili vse kote, razmislili, kako bi umestili zadevo v prostor, da smo naštelali v bistvu tudi barvo fasade, enako kot je na hiši, ampak smo se pa poigrali s temi sivimi okvirji na oknih, vratih in pa refleksnim steklom, ki odbija svetlobo in ima isti efekt kot recimo zatemnjene šipe pri avtomobilu. Pojdimo noter pogledati. Noter je prostor narejen, v bistvu zelo svetlo, pa daje občutek, da je hiša res naravna, ker gre za hišo iz dveh lesenih modulov in potem tudi poljubno zberemo notranjo zunanjo oblogo. Tole je konkretno smrekova lepljena plošča in je enkrat oljena v belo in izpade, evo nekako takole. Zdaj pa če luč prižgem tukaj. No, takole, da se malo boljše vidi. Obljubim, da bom še enkrat prišel, ko bo tukaj že vse lepo postavljen, ampak zdaj je prav, da se vidi, koliko je prostor dejansko razgiban. Dimenzija približno 6x6 metrov, pa modula sta tukaj vmes predeljena. Tako da dejansko daje občutek narave, pa smo praktično sredi mesta. Zakaj je modularna gradnja primerna tudi za poslovne prostore? Zato, ker je ta hiša tukaj na lokaciji potrebovala samo 2 dni, da smo jo v celoti spravili v delujoče stanje. Se pravi, ta prvi dan smo modula pripeljali, spojili skupaj, ta drugi dan smo naredili zadnje detajle in danes je prostor v celoti končan in uporaben in nismo niti za sekundo zmotili delovnega procesa. Kar pa bi rad še tukaj na detajlih omenil, ste videli, zunaj imamo bež pa siva okna, tukaj so noter barvana v belo, ker imamo še par takih luštnih belih detajlov, se pravi okna, vrata, vtičnice, potem elektromarca tamle, klimatska naprava, rekuperacija je tudi bele barve, luči gor so bele barve, tako da imamo nekako vse nastavljeno, da je čim bolj svetlo, kot je mogoče, pa da je še vedno naravno. Kako konkretno ta prostor ogrevamo? Najprvo povem, da je narejen v nizkoenergijskem standardu, pomeni, da je stena debeline 25 cm, od tega je 18 cm konkretno toplotne izolacije in ne rabimo veliko, da ta prostor dejansko drži temperaturo. Imamo električno talno gretje, potem imamo tamle klimatsko napravo, za svež zrak pa, tako kot sem prej omenil, skrbi rekuperacija. Tako da ne samo za stanovanjsko gradnjo, ampak tudi za poslovne namene, se pravi za pisarne, za kakšne, ne vem, razstavne salone, za takrat, ko vam zmanjka prostora, lahko postavite to zadevo in za vse tiste primere, kjer mora biti res narejen dober, pa lepo, je modularna gradnja ful dobra rešitev. Se pravi, to ni primerljivo s kontejnerjem ali pa ni primerljivo s kakšnim montažnim šotorom, montažno halo, ampak je res na tistem bivalnem nivoju narejen tako, kot je treba. Da ne pozabim še tale detajl tukaj gor, spet so tiste naše vesoljske ledice v stropu, ki so naš dejanski podpis že ratale. Skratka, hvala tudi danes, da ste bili z mano. Upam, da sem komu dal kakšno zanimivo idejo spet, kako razširiti svoj posel. In evo, se vidimo naslednjič čez 2 tedna. Hvala, čau, čau.